Čudovito, ne? Pravzaprav en taki, vse 15 let čakamo na to, pa delamo v tej smeri. Teda to videti, da se potem to dejansko zgodi, je nepopisno. Tako, iz Zavoda za gozdove so pač iskali lovske družine, katere bi bile pripravljene, da bi pač to ponovno doselitev pomagale izvesti, a ne? In mi smo se odločili kot lovci, a ne, da tudi mi pristopimo k temu projektu, a ne. Jaz kot lovec in lastnik zemljišča sem pač ponudil možnost, da se ta obora pač postavi lahko na mojem zemljišču, ne. Za Lovsko zvezo Slovenije je zagotovo potrditev naravovarstvene vloge vseh slovenskih lovcev, nadaljevanje neke tradicije iz preteklosti, tistih pobudnikov, tistih prvih lovcev, ki so se odločili, da na to območje ponovno naselijo risa. Ta zgodba, da v bistvu danes tukaj izpustimo goruja, pa v bistvu pomeni, da bomo ohranili. Mislim, da smo to v bistvu dolžni vsem tistim našim predhodnikom. Najbližja možnost pravzaprav za doselitev risa k nam, nesorodnega, ki bi lahko pomagal populaciji, so Karpati, kar pomeni Slovaška ali pa Romunija. Romunska ekipa, ki je pravzaprav se predtem ni ukvarjala z risom, bila neverjetno uspešna. Da mi je uspelo toliko hitro uloviti 2 risa, da smo jih dejansko lahko preselili sem. Tako so se očitno zelo potrudili. Boljše bi si težko predstavljali. We realized that there was something big inside, like, okay, it's a lynx, and it was just really great. And then, I don't know, everyone was really happy, and then like hugging each other and. No, Vedulčič. Also the čuf. Seveda takrat ni bilo tako živo, kot je zdaj. Tako je nas bilo samo nek par, Čop, Štrumbelj pa Vlado Švigl. Drugih takrat ni bilo zrav. Ta projekt nam omogoča, da tukaj pridobivamo potrebno strokovno in tudi drugo znanje in vedenje ne samo o risu, tudi predvsem o njegovem habitatu in tudi o odnosu ljudi do te živali. Zavod za gozdove je nasplošno vezan k naravovarstvu, k temu, da slovenski ekosistemi gozdni delujejo optimalno in ris je del teh ekosistemov v nekaterih področjih in danes s tem izpustom zagotavljamo, da bo tudi ta del dežele deloval tako, kot pač mora, da ima svoje plenilce, svoje proizvajalce, svoje uporabnike, skratka, da ekosistem deluje kot celota. Zdaj želim, da čim prej ujame svoj prvi plen, naraven, da si najde svoj teritorij, kjer bo lahko živel. Potem pa jasno, v najboljšem primeru bi se ta teritorij pokrival s teritorijem enih par samic, ki bi vse imele njegove potomce. To pa je nekaj, kar si poželimo za naslednjo leto, naslednjo pozno zimo, zgodnjo pomlad.